pater Karel Gržan. Manj aplauz. Jaz predlagam, da se v uvodu v dogodek z današnjim gostom nekoliko pogovorimo o aktualnih temah, kasneje pa bomo, oziroma bodo tudi na voljo vprašanja, vaša morebitna vprašanja za spoštovanega gosta ali pa, da boste seveda z nami delili tudi kakšno osebno razmišljanje, izkušnjo, kritiko, predlog ali pa celo rešitev za kakšen problem, kar se tiče trenutnih aktualnih tematik. Torej, dr. pater Karel Gržan, še enkrat dobrodošli med nami. Ste slovenski rimokatoliški duhovnik, pisatelj, publicist, scenarist, tudi človekoljub oziroma filantropist, doktor znanosti na področju literarnih ved in verjetno še marsikaj drugega. Vsekakor ste pa človek, ki je najbolj aktiven v poslanstvu človekoljubnosti, kjer vse skozi podajate čutenje in razmišljanje o človeku kot bitju, ki naj bi znanje, delovanje in svojo duhovnost uporabil za svojo srečo in srečo človeštva. Je tako? In vsega stvarstva. Tudi med drugim. Ja. Zdaj, par vprašanj seveda imam pripravljene za vas, preden se pač v resnici postavimo v debato trenutne problematike. Še mogoče na osebno vprašanje, ki me zanima. Ste najprej duhovnik, torej pater in šele potem doktor znanosti ali obratno, oziroma gre to z roko v roki? Torej, to, da sem doktoriral, me je zdaj sram, če mi govorijo, da sem znanstvenik, kajti znanost po sedanjih merilih ni to, za kar sem vedno bil prepričan, da mora biti in tudi uradno je. Torej, znanosti ni brez znanstvenega dvoma. Znanost je vedno tam, ker je jasno soočenje vseh dejstev, ki so na določenem področju dostopna. Zdaj pa kar naenkrat postalo znanstveno enoumje, za katero mi je rekel Anton Trstenjak, imel sem to srečo, da sem en teden bival z njim, imel sem duhovne vaje za šolske sestre, on je pa imel eno tako hišico malo odmaknjeno in on je bil, zdaj ne vem, kjer je bil gor pa kjer spodaj, vsekakor on visoko nad mano, ampak vsak dan po kosilu sva se srečala, se dol usedla, on je pravzaprav že sedel, še zdaj se ga spomnim, kako je on pisal knjige. Tam je bil en kavč in on je imel takšno podložko, kot imate vi, sedel je tam in pisal na roke, ne? In potem sva se pogovarjala in misel, ki mi ostaja v spominu, kot dediščina njegovih razmišljanj, je stavek, ki ga je rekel Karel. Ko boš naletel na enoumnost, vedi, da gre za neumnost. Ja, ne, in v bistvu pol, ko sem študiral, marsikaj ne, samo slovenistiko, to me je v bistvu, na to me je na nek način prisilil moj duhovni oče, ki ni bil duhovnik, ampak je bil Taras Kermauner, po mojem en največjih mislecev preteklega, ne bom rekel stoletja, ampak tisočletja na Slovenskem. On me je pravzaprav primoral, da sem tam, ampak to ne bom razlagal situacijo, zakaj in kako. Ampak tam je bilo vedno, ne, znanstveno je bilo vedno, da si ti soočal vsa dejstva. Ne pa, da si šel po eni vnaprej vedeni, kaj zvem, ali pa načrtovani smeri. Ne, ti si moral iskati smer, ti si moral iskati rešitve, ti si moral izkristalizirati to, kar je na podlagi dejstev najbolj verjetno. No in zdaj, zakaj me je sram? Celo sem resno razmišljal, da bi se uradno odpovedal nazivu doktor znanosti, ker se mi zdi, da bi se morali doktor znanosti pa zdaj izpostaviti, oglasiti, posebej akademiki. Vem, ne bi jih javno objavil. Pa se ne, zakaj pa se ne? Zakaj se ne? Sem razmišljal recimo tudi v tej smeri, ne? Veste, eno področje razmišljanje tudi izobraževanje. Glejte, če moraš ti dolga leta, ne, in bolj ko
več šol, ko narediš, toliko daljša so ta leta, skozi poudarjati pravilne odgovore, ne pa misliti svojo glavo. Veste, potem prideš v eno tako skoraj, bi rekel, hipnotično stanje ali pa stanje navajenosti, da je pravilno tisto, kar moraš ponoviti. Ne? In če ti potem višja instanca, to je zelo široko vprašanje, ne? Višja instanca določi, kaj je pravilno, in če si se udeležil recimo kakšne debatne tekme, ne? Veste, kak so debatne tekme, sem se enkrat udeležil, pa sem se skoraj ščipal, je to mogoče. Debatna tekma zgleda, ponovadi grejo na to tekmovanje mladi, ki so pač izurjeni misleci, ampak kaj je bilo tam? Ne? Tam so postavili neko trditev in potem so rekli eni skupini, vi boste zagovarjali za, vi boste zagovarjali proti. Zmaga tisti, ki je najbolj prepričljiv. In potem so res, razumete, eni so na vse načine skušali ovreči trditev, drugi so jo zagovarjali. Zmagal je ne tisti, ki bi bil najbolj etičen, ki bi bil najbolj, ne vem kaj, povezovalen, ampak ne tisti, ki je bil najbolj dejansko uspešen v svoji smeri. In sem pomislil, poglej, tako se vzgajajo šefiči. Ni važno, kaj je resnica. Ni pomembno dopolnjevanje, ne? Da bi bilo tekmovanje v dejansko dopolnjujočem osvetljevanju in iskanju tega, kar je najbolj verjetno. Ne, zmagal je tisti, ki je bil striktno, brez pameti in brez etike, za ali pa proti. Ne? In sem pomislil, tako se oblikujejo šefiči. In potem jim bo višja instanca rekla, zagovarjati moraš to, in on bo ves svoj miselni kapital uporabil za to, da bo zagovarjal nekaj, kar sploh ni nujno, da je resnično, in še daleč tega, da je bilo etično. In ti izpostavljeni ljudje dejansko, glejte, ravnajo prav tako. Ni nujno, da je resnično. Oni bojo to zagovarjali z vso miselno spretnostjo, kaj šele, da je to etično. Ne? In recimo, če nekdo konča osnovno šolo, ker mora seveda petko dobiče pravilno ponovi, in potem gre na gimnazijo. Pred kratkim sem iskal ene prijatelje, ki imajo hčerki, ki hodita na gimnazijo, in sem rekel, kako vas ocenjujejo? Na podlagi vaših miselnih uvidov, miselne iskrivosti ali pravilnih odgovorov? Pa ste me čudno pogledali, pravilnih pogovorov. En moj prijatelj, ki ne bom omenjal kdo, ker še vedno je zelo aktiven kot pedagog na prav isti šoli, je rekel, da učil je pa tudi slovenistiko, je rekel, enkrat med poukom je rekel, no, kaj pa vi mislite? Gimnazija, elitna gimnazija, nihče ni dvignil roke. Je rekel, kaj mislite ob tem vprašanju? Pa je le en dvignil roko in je rekel, gospod profesor, kaj pa je pravilno? Veste, če si ti navajen skozi ponavljati pravilne odgovore, ne, samo ponoviti, ne, in si ocenjevan, je tvoja odličnost v tem, da pravilno ponoviš, ne pa da misliš svojo glavo. In če potem v tej smeri delaš še faks, recimo določene fakultete so prav, bi rekel, travmatične za možgane glede številnih podatkov, ki jih morajo usvojiti in potem seveda na izpitu ponoviti, pol ne čudi situacija, v kateri smo se znašli. Pravilno ponoviti, petko dobiti in reči, ja, priden si. Ne? Veste, če so rekli v srednjem veku, da je bil mračen, potem je nas, glede pedagogike, v tem segmentu črn. Kajti v srednjem veku so bile znane disputacije. Ne? V srednjem veku, tam, ne, če berete recimo Lutra, je napisal je teze. Če berete svetega Tomaža Akvinskega, napisal je teze. Ne? In zakaj? Ker profesor je podal študentom teze, ki so bili miselni izzivi. Potem so bile pa znane ognjevite disputacije, pred katerimi niti Bog ne bil varen. Kajti takrat je šlo pa za miselno gibčnost, študentje so dejansko uporabljeni. In pa če gremo še bolj nazaj, atenska šola, po čem se je odlikoval profesor oziroma učitelj kot odličen? Potem osnovni princip je bil tak jasen. Dijakom
učencem je potrebno podati samo temeljne podatke, samo temeljne. Ne ustvarjati s ne vem kolikimi podatki miselno brozgo, ki onemogoča lastno presojo. Samo temeljni podatki. In potem so se sprehajali po stebrišču. Stebri so predstavljali temeljne znanja, ampak med stebri je bilo veliko prostora, horizont. In poslušajte to mojstrovino pedagogike. Učitelj je moral zastavljati vprašanja učencem tako, da niso ponovili, kaj jim je on povedal, ampak jih je z vprašanjem provociral k lastnemu razmisleku. In odličnost je bila sposobnost lastnega razmisleka na podlagi dejstev. In to je znanost. Ne? Zdaj pa mi ne smemo misliti svojo glavo, ker moraš pravilno ponoviti. Ne? In če je tu vzadnji še koncept psihološke vojne, ki se vodi že od začetka, veste, zelo premetene, mogoče bom kakšne principe povedal vmes, potem niti ne čudi, kljub temu me čudi, recimo cvet akademikov, me zelo čudi, ampak ne čudijo pa številni, ki se panično bojijo, da ne bodo izpadli butasti, in slepo sprejemajo skrajne nelogične usmeritve. Ravno zdaj, če nadaljujem in se navezujem na tole, kar ste zdaj vi povedali. Zdaj skozi, oziroma sploh v zadnjih 2 letih ste enostavno zagoreč zagovornik razumskih dognanj, dejstv, ki kažejo, da je seveda svet in ne le naša preljuba Slovenija v še večji krizi, ne? Kot je bila, tako na področju morale, politike, znanosti, sodstva, šolstva, medicinske stroke. Vsekakor pa ste mnenja, da se izvaja velika manipulacija, ne? Nad človeštvom, predvsem pa nad našimi otroki. Ne? Kolega mi je poslal eno številko dela zaradi primerjave. Ne? In sicer na eni strani je bila fotografija, velika fotografija, recimo, ki je zasedala tretjino strani hokejskega igrišča v Wuhanu, tam so bile olimpijske. Na drugi strani pa je bila majhna notica, o kateri je na fotografiji dr. Beovićeve in njena izjava, da je sicer trenutno sedaj več cepljenih v bolnici, ampak prebolevajo lažjo obliko. Glede logike, glede vsega. Ne. Zdaj lahko že tako skrajno nelogično sprejeto, ne. Lažjo obliko jih noter, mislim. In ne, to recimo, ne, to je res stopnja, ampak to je psihološki pristop. Veste kaj, ker mi včasih mislimo, so dejali nasprotujoče se izjave slučajno. Ne slučajno. Ko ti izpostaviš avtoriteto, to so delali poskuse, potem, ko so, zdaj ne bom jih navajal, ko so raziskovali, kako je bilo možno, da je v nacistični Nemčiji, da so na ta način speljali strokovnjake in pa ljudstvo, da je slepo sledilo ukazom nacistične ureditve. Ne? Eden od trikov psihološke vojne je, da moraš ti izpostaviti avtoritete, ki govorijo nasprotujoče se. One so avtoritete, oni so pametni, oni so prikazani kot najbolj pametni, ampak oni govorijo nasprotujoče. In takrat z minimalno logiko ti sicer začneš razmišljati, kaj pa tu narobe? Ampak ker so one avtoritete posvečene, v medijih izpostavljene, ni narobe z njimi, ampak je narobe z mano. In tvoja logičnost kapitulira in postaneš slep spremljevalec tega, kar ti nekdo govori. In je lahko še tako noro, kot sem pač navedel omenjen primer. In sploh ne pogruntaš, ne, da je pa tukaj mogoče pa res nekaj nalob. Ne, on je avtoriteta, biti moraš znanstven, ne, ali pa ta pritisk na moralni občutek, ne. Si krivičen, si sebičen, če se ne podvržeš vsem eksperimentalnim ukrepom. Ampak tukaj sploh ni logika, da isto si trikrat cepljen, ne. Zdaj en moj prijatelj je delal, jaz sem pred kratkim prebolel korono, je delal primerjavo med svojimi prijatelji,
koliko znancev je bolnih, 2 sva bila, ki sva pač necepljena in približno 20 tisti, ki so bili 3-krat, ne. Potem, ker sem rekel, mogoče je slučaj, zdaj omenjene osebe, tak ne bom, je pa bila tudi približno enako razmerje 1:10. Ampak ne, cepi, kljub temu zboliš, ne, Beovičevo izjavo smo slišali, ne, kljub temu prenašaš, maske nosimo, no zdaj se namerno dušijo samo učenci v šolah, ne, kako bo to posledično za njihova pljuča, psihološko. Veste, ti ljudje, ki te odredbe pišajo, ti ljudje bodo enkrat pred častnim sodiščem. Ti ljudje bodo enkrat pred častnim sodiščem in moja trditev je ne več imena žrtev, ampak imena tistih, ki so žrtve povzročali, bo treba uklesati v kamen, v zgodovinski spomin na mednarodni, narodni, krajevni ravni in tudi ravni podjetij. Bravo, super. Vse, kar ste zdaj omenili, se mogoče lahko navezuje tudi na tole naslednjo knjigo, mislim, da je ena izmed zadnjih, ali celo zadnja, ki ste jo napisali, Dramilo slovenskemu narodu. Če kdo slučajno ni prebral, absolutno priporočam Dramilo slovenskemu narodu, v katerem pa precej podrobno opisujete vaše razmišljanje o dogajanju zadnjih 2 let in mogoče še več dogajanj v ozadju. Meni osebno je bilo zelo všeč, da je celotno vaše razmišljanje povsem podprto z dodanimi napisanimi dejstvi, viri in drugimi podatki, ki precej dobro orisujejo celotno sliko dogajanja. Pa menite, da se do sedaj recimo dovolj Slovencev prebudilo, oziroma ali bo morebitna prebuditev neprebujenih ali dremajočih še trajala nekaj časa? Ja, jaz nasplošno sem optimist za našo civilizacijo, verjamem v prerod civilizacije, ampak na podlagi strašljive streznitve. Ko bomo zopet vzeli pamet v svoje roke, ne pa da jo imajo drugi, ne bo šlo lahko, ker smo v hipnotičnem stanju, ker so dolgo časa na predhodnih gripah, ptičjih in podobnih vadili in analizirali za sedanji pristop, ki je res, bi rekel, zelo domišljena psihološka vojna proti človeštvu, ne. Tako da, glejte, ni enostavno, ne, in se prebujajo, ugotavljajo, ampak zmedeni, ne, tudi težko je reči, joj, ne, če ni temeljne odprtosti, ne, če si ti ogrožen, da moraš biti pameten, ne, potem bom jaz zelo branil svoje neumnosti preteklosti, ne. Neumnosti preteklosti pa so zame, če jih priznam, največja priložnost, da prerastem nekaj, ne. In jaz naredil v življenju ogromno neumnosti, ne. Glede zgodbe tega Dramila, zdaj bo išla v zelo kratkem ta boljša knjiga, ki ima naslov Ta krasni nori svet. Kako je bilo pa s tem Dramilom? Anton Komat je rekel, da bi z njim sodeloval pri knjigi, ki jo je potem naslovil In resnica vas bo osvobodila. In potem, veste, zato me je tako zmatralo, ne, ker to sem moral zelo študirati, se tikam lahko. Se rekel, veliko navedkov je. Tisti, ki manipulirajo, nič ne skrivajo. Nič, vse objavijo. Uradno objavijo. To ni nič, da bi jaz nekaj si domneval. Ne, zato je veliko opomb, ker vse objavijo. No, zdaj so tisto zapis, scenarije Rockefellerjeve fundacije je zdaj umaknila. Ampak to je bila pa objavljena in je evidentirana. Drugače pa oni vse napišejo, vse objavijo. Nič ne skrivajo. Ampak je problem, ker skrivajo naši mediji. Zakaj pa naši mediji skrivajo? Zato, ker je v scenariju tiste fundacije pač, da je treba pridobiti na svojo stran medije in žal tudi religiozne institucije. In tako Dalaj Lama kot papež
muslimani se ne dajo, zanimivo, pa tudi pravoslavci se kar dobro držijo, sta dejansko, ampak me ne čudi, glede na to, ko sem zvedel, kdo je bil svetovalec glede COVID-19 pri papežu Frančišku. Tega eminentnega gospoda ime pač ne bom objavil, naj mi bo to dovoljeno, pa si lahko pogledate na internetni stravi. Zdaj več ni, ampak kdo je bil še recimo decembra njegov svetovalec glede COVID vprašanja. Kaj narediti, da se iz dremeža ali pa iz spanca pravzaprav prebudimo? Ne iti v debato za in proti, ne, ker veste, mi smo te debat navajeni za in proti in pol, to isto, ne, če starš svojemu najstniku nekaj trdi, bo on kontra trdil, ne, in to je dejansko najboljše, kot je imel metodo Sokrat, zastavljati vprašanja. Zastavljati vprašanja, kateri si mora tisti sam odgovoriti, ne. In teh vprašanj je ogromno, ki dajo misliti, ne. Ne nekaj trditi, ker boste vzbudili, ne bo rezultat, ampak samo vprašanja. In torej se mora zgoditi samo zbuditev. Ja, moraš z vprašanji dati misliti, ne pa s trditvami, ker s trditvami, če jaz nekaj trdim, zbudim dvoboj. Ja, dvoboj. Vprašanja so pa odrešujoča. Sokrat je moral zato spiti tisti strup, ne, ker je kvaril mladino, ker je zastavljal vprašanja, na kateri se je sama logično odgovarjala. Se, če bi on trdil v neki mladini, pa jim rekel tak, bi tak ga zavrnili, ne, ampak on je, vprašanja so pomembne. Zdaj, če še ostanemo pri knjigi, v knjigi opisujete pojem... Če lahko pa to zgodbo do konca. Ja, kar je zgodbo. Čisto kratko. No, pol je pa Gorazd Kocijančič tudi vzel v svoj tale zbornik. Jaz sem pa, zakaj pa tale knjiga nastala? Je pa nastala zato, ker pač tista knjiga, ki je bila in resnica vas bo spodila, jaz vem, pač založbe morajo živeti, se mi je pa skozi bilo, da bi to mogli biti pa dostopno vsem, ne. In glej ga, no, država je nam duhovnikom nakazala potem nek denar, par mesecev po 700 evrov, moj drugače je dohodek na mesec 600 evrov, ne. Pa kar naenkrat plus 700, ker kao, jaz sem kljub temu maševal in sem lahko preživljal, če bi mogli komu nakazovati, bi morali nakazati župnijam. Ker dejansko župnije pa niso imele dohodka, ne, ampak zakaj so duhovnikom? Jaz sem se vprašal, ne bom rekel, da je tako, a je to mogoče za lojalnost? Ne? In pa sem hudiče spremenil Angela. In so ratale te knjige brezplačne, in zdaj jih je že več kot 5500 in zdaj ena skupina, ki že to sama dotiskuje in se širi. Zdaj bo pa ta krasni enormni svet. Ta bo pa šel pri založbi, ampak jaz tak ne vzamem honorarja. Honorarju se je odpovedal tudi urednik, tudi lektorca in upam, da bo založba dala dostojno. Krasno in hvala vam za tole knjigo. To je pa vmes ratal, ampak me je pa tak zmatral, ker je še tista bila predvsem vsežna, ker sem mogel toliko stvari preštudirati, ne. Ker ne moreš to pisati kar tako kot filozofsko delo. Pol je Flanc, ne, glede te tematike, se drugače filozofska dela sama po sebi so zelo dobra, pa ko se pa lotevaš nekaj konkretnega vprašanja, mora biti pa to seveda podprto z izjavami tistih, ki v zadnji vodijo igro, ne z drugimi. Ne, ja, tisti pa je rekel, da so pa oni žleht pa žleht. Ne, ti moraš tistim pokazati, ker so tak. Klaus Schwab vse piše. Tudi glede transhumanizacije, on vse napiše, razumete? Bill Gates je pa tak po moje presoje nečist, mi bi rekli po domače diht, on pa tak tudi ima potrebo, da pove, ne. V knjigi opisujete pojem transhumanizacije in transsocializacije, posega v človeško telo z mehanističnimi postopki, to je, kot ste zapisali sami. Ampak vse te se opravičuje na podlagi nekih zdravstvenih razlogov, ne. Verjetno ljudi pač ni težko prepričati, da zamenjajo ali prodajo svobodo za varnost, ne. In v tem primeru tudi za to navidezno zdravje, ne.
Ja, to je domiselno, ne? Se tudi najprej v prvi fazi, ne, da bojo vsi podatki bojo šli, bojo spremljani, ne? Ampak veste, kar gre ven, informacije gre tudi noter, ne? In tisti aparatek tudi vpliva, ne samo, da razbira organe, ampak tudi ima do organov odnos. Ne? In kdo bo tem zlikovcem zaupal tako stvar? Ne? Ker transhumanizacija gre pa tudi v tej smeri, tudi to uvajanje, ponorelo uvajanje 5G, hitro uvajanje 5G. Ne? Se ve, to 5G je bilo v izhodišču vojaško orožje, ne? Ki ga lahko zelo fokusiraš na posameznika, na pokrajino in frekvence delujejo. Jaz v tej knjigi zdaj na pamet ne vem, to mislim, da nisem pisal, ampak v tej knjigi Ta krasni nori svet, prav so znane frekvence, ki jih moraš sprožiti, da odzovejo določeno psihično počutje pri človeku. Ne? In kdo bo tem zaupal? Tem ljudem, ki so počeli v imenu zdravja vse to, kar so počeli. Ja. Se sploh ne ukvarjajo s tem, da je bil dejansko virus patentiran že kar nekaj časa nazaj, da je bil spuščen, da gre za biološko orožje. O tem se sploh ne sprašujemo, dobenega nismo poklicali na odgovornost. Tisti mešetari lahko mešetarijo še naprej. Nam pa vzbuja pozornost, ja zdaj, ne, tudi če bojo sprožili vojno, ne, je to z namenom, ne, ja, ampak pustimo to. Ampak vojna že poteka, najbrž, ne? Ja, vojna. Malce drugačno. Ja, to je tak psihološko-biološka vojna, ne, proti človeštvu, na globalni ravni. To je zelo domišljena. Saj, veste, ti zlikovci bojo tak propadli. Ne gre, ker zakon sintropije, ki je v kozmosu, ne, ali pa, kot je rekel Einstein, neka energija, ki jo bi lahko imenovali ljubezen, to sintropijo pa dokazuje matematično in praktično naš veliki znanstvenik Andrej Detela, ne. To je kozmični zakon, ne. In dejansko je tudi pozicija, naša pozicija trenutno v vesolju takšna, da budi zavest. Ne? Zdaj vstopamo v dobo vodnarja, ampak to so, budisti pravijo, iz dobe zadremanosti v stanje budnosti. Jaz pa tudi sam na podlagi ljudi, ki jih poznam, zaznavam, da zavest, pisana z veliko, mi bi rekli v cerkvi Sveti Duh, budi zavest, pisano z malo, in dejansko je njihov poraz je neizbežen, ne? Zato se jim mudi, zato so panični, ampak ne bojo jim ratali, ker bo prišlo zelo, veste, pol naredi notranji konflikt med njimi samimi in to bo, čeprav sem pater, bom rekel, za njih veliko sranje. Včasih je treba tudi uporabiti takšno besedo. Če se vrnemo čisto pol koraka nazaj, omenili ste Švaba, omenili ste seveda človeka, ki nima z zdravstvom oziroma nobene zdravstvene podlage Gatesa. In seveda pod vprašanje z vnosom snovi, ne, pa patentiranih zadev, to se pravi patentiranih sestavin, je pa možno seveda osebo, ki dovoli vnos v svoje telo ali pa za vnos nima večje izbire, ne more reči direktno ne. Tako osebo je po neki logiki tudi možno patentirati oziroma postanemo dejanska last nekoga drugega. Ja, se to hočejo, ne? Patent, da smo mi patent, ne? Njihov patent, ja, genske, malo ga moraš predrugačiti, ne? Vplivati na genetiko in potem rataš ti patent tiste firme, ki je to. Nisi več stari človek, ampak si patentiran človek. Ne, veste, se to slaboumje, ta bolezen njihove logike je strašljiva, ampak pač takšna je in Bogu hvala, da lahko ohranjamo zdravo pamet. Sem neizmerno vesel, da sem poleg tega, da sem pater tudi kmet. To je, vam povem, terapija. Gospa Kapra ima danes že 2-krat skidano štalo, ampak ne zato, ker to ona nuca, ampak da jaz skidam štalo tukaj, ne? Da se normaliziram, prizemljim, konkretiziram. Veste, štale, meni je to... Ko mi čakam zjutraj, grem najprej v kapelo, pa direkt v štalo. In zvečer pa obratno iz štale v kapelo.
Eni imate štalo, drugi imamo štedilnik. Ne? Ja, tudi jaz imam Za štedilnik. sprostitev. Jaz sem že danes grunto, ko bom prišel domov, kako se bom pripravil dobro večerjo. Vam lahko povem, jaz obožujem fižol, ne? In na vrtu, imam kar veliki vrt, raste fižol, ogromno fižola, grah, čebula, česen, to je zame primarno. In nocoj, ko bom prišel, imam že plan, takoj ko bom prišel, bom dal v vrelo vodo stročji fižol, pol bom pa šel gospe Kapri, da jim še dal drugi del večerje, ker ona ima mi dva ostajava zelo, mislim, ona zad mene, ne, Boga srota, ker sem imam jutrni človek in meni so preden, ko še nisem bil izčrpan, o 3:30 je bila normalna ura, zdaj pa je žal to o 4:30, ne, tako da ima zajtrk zgodaj, večerjo ima pa zdaj že ob 4, ampak ker danes si mogel dati prej čaka drugi del večerje. No in ta čas se bo fižol grel, pa so mi dali pa gor na Solčavskem gi reče uradno, pa je to tista maslo, čebulo, ki sem jo pridelal na lastnem vrtu in potem kuhan fižol noter in to zmešam. Verjamem, da mi zavidete večerjo. Strah, ta neracionalni človeški strah, ki je gotovo najbolj nevaren, ne? Bolj nevaren od samega virusa, je tudi odigral verjetno največjo vlogo v samem dogajanju v zadnjih 2 letih. Pa ne samo v zdravstvenem smislu, ampak predvsem v družbenem, moralnem, človeškem. Zakaj po vašem mnenju? Ja, tile so zelo naštudirali zadevo, ne? In so oni ugotovili, ne? Nevidni Bog, ne, institucija, napisal sem pred leti knjigo In kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, ne? Ker mi smo naredili Boga kot vir manipulacije. Mi nismo prikazali Jezusa kot tistega, ko se Bog skloni v brezno, rodi se v noči in se skloni v brezno človekove stiske, trpljenja, ne, umre na križu, da predre skozi grob, da naredi prodor v razsežnost, torej kot ljubečo bližino, odrešujočo bližino, ki te vedno sprejme, pa tudi če si v gnojšnico padel, ne? Mu ne smrdiš, Bogu ne smrdi naša realnost, ampak tu so naredili, pač močna institucija rabi orodje manipulacije in kaj boljše orodje manipulacije kot nevidni Bog. Zdaj imaš pa orodje manipulacije nevidni virus in iste religiozne principe. Ti moraš slepo verjeti. Na eni strani te s tem Bogom, zdaj virusom strašijo, ti povejo edino možno rešitev, ne, torej priključi se naši sveti skupini in bo šel gotov nebesa, če ne pa grozno, ti postavijo torej svečenike teh par mandelcev, ki smo jih gledali na televiziji, ki ti govorijo edine možne rešitve. Ni pomembno, da je logično, ampak je pomembno, da si, veste, to so religiozne pristopi. To je čista religija, to nima znanostjo nobene. Pa govorijo o doktrinah, ki sploh niso doktrine, ampak so dogme in takega dogmatizma, ko ga jaz rečem danes pri teh tipih izpostavljenih, nisem srečal niti v teologiji. Razumete? To je slepa vdanost, podložna vdanost in ker je bil človek stoletja navajen na to manipulacijo in je dejansko na nas na nek način že ukodirana, lahko ta način manipulacije, dejansko religiozni način, prevzamejo nase in mi smo na to manipulacijo navajeni. Zdaj bo enkrat rekel, ja, pa jaz ne hodim v cerkev. To je tako zarito globoko v tebi, v ozadju ta manipulacija, da bomo rabili, ne bom rekel stoletja, ampak bomo rabili presejšen čas osvoboditve, povrnite k tistemu dojanstvu, ki bi ga morala vera dati, ki bi ga morala medicina ohranjati. Ampak oni so uporabili te principe in zato bi se morala tudi cerkev oglasiti, ne? Ker mi smo le imeli drugi Vatikanski koncil, ko smo rekli, ne gremo se več tak, ne? Ampak, glejte, meni je zelo žal, ampak o teh stvarih je treba govoriti, ker je smešno, ker je bedasto, ker je tako primitivno, ker je tako za cajtom, vendar pa na psiho človeka vpliva. Ja, strah je res tisti. Nezavedne, to je področje nezavednega, o katerem se tisti, ko si govoril te Junga, ne pa to.
zdaj spremljamo lahko vaše intervjuje in pogovore z različnimi ljudmi, z različnih področjih delovanja in dela. Pri večini pa so te teme pogovora usmerjene v različne spremembe, ki bi jih pač kot človeštvo, kot ljudje morali udejaniti za boljši jutri nas samih in seveda tudi naših zanamcev. Pa smo za te uspešne spremembe pripravljeni spreminjati oziroma spremeniti tudi sebe. Glejte, prej sem govoril, da gre za dejansko, da je kozmično to pogojeno, ne? Meni en prijatelj govori, ampak zdaj to ne bom znal povedati, kaj se nagne proti središču galaksije in takrat naš planet Zemlja, ne, se neki, ali zdaj ne vem, to sem pozabil. In takrat se začne zavest sama po sebi dvigovati, ne? Kaj je bilo vprašanje? Torej, če smo pripravljeni sami, pričakujemo spremembe, če smo na sebi pripravljeni delati. Ne rabimo biti mi pripravljeni, to nas bo nagnalo v to. Zavest se prebuja sama po sebi. Mi, recimo to, kar bom zdaj rekel, bom dal sporednico za pisanje, recimo kakšne knjige, jaz sem pripravljen, da bom vložil napor, ampak pol mi pa vse pomaga. Kaj je to, kaj mi pomaga? Tako, ko je nastajala knjiga Vstanimo v suženjstvo zakleti, ima skoraj 1000 strani, je rekel ne bom omenjal imena, ki je precej znana osebnost, Karel ima za pisanje gotovo nekaj sodelavcev in plačuje ga neka tajna organizacija. Vam moram povedati, nimam, pa nihče me ne plačuje. Ampak, ko ti nekaj hočeš, ti vse, kar je dozorelo, pomaga. Zdaj bo išla knjiga megalitskih struktur, ko sem jih raziskoval 15 let med Savinjo in Sotlo severno od Save. Veste, odpira se. Zavest se odpira na mnogih področjih. Ne? In a sem jaz pripravljen, nisem pripravljen, jaz sem drugače, veste, me pisanje kar utruja, pa bi rekel, ne bi še, ne. Ampak zdaj, v nekem trenutku, zdaj načrti so že vsi, ker ne bom o tej knjigi govoril zdaj, ampak sem bil od te knjige, ta krasni nori svet, tako utrujen, da se mi je upiralo pisanje, ne. Ampak par dni nazaj sem bil pritegnjen. To ni bilo moje hotenje. Mi bi rekli, cerki Božji duh te je potegnil. Nekdo bi rekel, ne vem, kakšna konstelacija, kaj. Mi je vse, kaj verjamete. Ampak dejstvo je pa, da učinkuje in priteguje. In da nas bo pritegnilo in da se tistim prav zaradi tega, ne, zdaj, če bi bilo odvisno samo od mene, a sem jaz dosti pripravljen, a je človeštvo dosti pripravljeno, pa lahko tisti, ki manipulirajo, slavijo zmago, ker so psihološko vse naštudirali. Niso pa naštudirali tega višjega elementa, ki je v kozmosu in ga je, ne vem, če poznate to pismo Alberta Einsteina svoji hčerki, poimenoval ljubezen. Neka kozmična zavest, tudi mi pravimo, Bog je ljubezen, ampak to deluje in jim ne bo ratal. Lahko se matrajo, koliko hočejo, lahko manipulirajo, koliko hočejo. Na koncu bo njihova zgodba toliko bolj grozljivo težka, ker bojo pač obremenjeni. Škoda. Lahko bi šli v pozitivno smer, pa bi žurirali, tako pa jih je. Ampak zdaj so že tako ujeti, mi jih je prav težko mezernih. Večkrat gre zaslediti v vaših razmišljanjih in pogovorih izraz enoumje. Mislim, da smo čist na začetku že ta izraz večkrat gre zaslediti, kar seveda pomeni neka neumnost. Ne? In večkrat smo tudi videli in dokazali, da je vse te zadevi bila prisotna seveda samo politika, brez dejanske stroke, ki pa je seveda izven teh mainstream medijev, predvsem tuja stroka, vse skozi opozarjala na nedoslednosti, na zavajanje, odloki in pravila, niso imeli nobenih pravnih podlag in seveda se je govorilo oziroma se še zdaj izvaja največji medicinski eksperiment v zgodovini človeštva. Kako je v bistvu ta trenutna oblast, ne le pri nas, ampak globalno, po celem svetu lahko uspela realizirati ta projekt z manipulacijo, s promocijo enoumja mogoče, ali s čim? Ali je tudi bil strah eden izmed? Začeli so z rastlinami. Ne? Včasih so bili naši travniki pisano cvetoči, dehteči, čebele so uživale.
pa tudi ljudje, ampak potem so tudi polja, tudi mak je rastel med pšenico, vse mogoče, ne? Pa so pa rekli, da je treba to pošpricati, ne? Da je to treba pošpricati, da je treba semena, drugačne so bila, ta pač semena so bila bolj krhka, da so stale, po koncu je bilo treba še parkrat pošpricati, ne? Pa so šli na živali, ne? Včasih je bilo veliko kmetij, ko imele so nekatere sam kravico, 2, nekatere sicer več, ampak ne pretirano. Potem so rekli, da to ni ekonomično, da treba imeti velike farme, zdaj pri nas niso, ne? Ampak recimo kje v Argentini 1000 pa še več govedi, ne? To se splača, ne? Ampak takrat mi, ko smo to tako ekonomsko gledali, nismo vedeli, da bomo naslednji na vrsti ljudje, ne? Tudi nas, ne? Nas je preveč in najboljše bi bilo narediti eno farmo za vse, ne? Nas čipirati, nas manipulirati, zadostno število živine, ki jo nucajo, ne več, ne? Ker kaj boš imel preveč. In zdaj smo v fazi, ko želijo resetirati dosedanji model in ustvariti en svet, eno vlado, eno religijo, tudi o tem javno pišejo, ne? Zato ko govorimo o vrnitvi k človečnosti, je treba vedno govoriti tudi k vrnitvi, k, bi rekel, poštenemu odnosu do živali in do rastlin in do matere zemlje. Brez tega ne gre. Če njim ne bi uspela manipulacija do matere zemlje, ne bi prišlo do manipulacije s človeštvom. Mi smo takrat se v imenu ekonomije, pa strokovnjakov, ki so nam vse razložili, se še zdaj spomnim, ko sem bil na Kerifari, in se je neki kmetijski pospoševalec zgrozil, ko je videl, kako jaz skrbim za konje. Takrat sem imel še batosteka, ki, veste, pri meni niso konjiči za to, da delajo, ampak posledica limenitis in mi je zdaj žal, mene je moj prijatelj umrl. Ampak on je videl, da imajo oni spucan, da se skrbi in je rekel, naj prijem pogledati njemu v štalo. In kaj sem videl? Krave so stale dobesedno v dreku. In to je ekonomično. In on je univerzitetno izobražen pospeševalec, verjetno je to univerzitetna izobrazba potrebna, ne vem, ne poznam, ampak takrat sem se rekel, o moj bog, ne, a je to zdaj to, kar naj bi bilo, ne, v odnosu do živali. Ampak gre za čisto ekonomiko, ne, za čisto računico, brez čutenja do živali, ne. Pač ne bomo se več mogli takiti, če ne želimo, da bo prišel do nas drugi val hotene manipulacije. Bo treba urediti tudi odnos do živali, do rastlin, do vsega, ne. Se najprej so špricali polja, zdaj pa špricajo nas. Zapravi uničiti prehrambeni krog, uničiti semena, zaradi tega, da smo še bolj odvisni od dejanskega sistema. Mi moramo biti čim bolj samooskrbni. Slovenija ni samooskrbna. Jaz imam vrt, ne? Pa gledajte, jaz bi si, kljub temu, saj sem sam lahko privoščil, da si kupujem solato pa kaj zvem, fižol, ne, z trgovine. Ne. Jaz se ne splača, se splača. Splača se, ker ko si napet, prideš v vrt, da zarineš roko v zemljo ali pa v gnoj in te mati zemlja umiri, razelektri, se splača. Splača se, ker si prizemljen, ker veš, da je treba zemljo pripraviti, da bo sprejela seme, da bo potem negovati to, ljubkovati, imeti odnos, ker bolje raste. Se splača zaradi vzgoje v odnosu in seveda obrodi in te nahrani in si budi v tebi občutek hvaležnosti, se splača. Zaradi toliko tega, kar nima računice v ekonomiki, se splača zaradi ekonomike humanizma, ne? Ki pa ni za denarjem, ampak je plačljiv oziroma te bogati, oziroma ti bogatiš z drugimi sredstvi srčnosti in še marsičesa. Mogoče proti koncu,
še eno vprašanje, mislim, da so malce omenila že od začetka. Ali menite, da bo ključne akterje te pandemije kdaj srečala sodba? Torej, se lahko po vašem obetamo Nürnberški proces številka 2? Ja, vsekakor. Ampak veste, tudi če Nürnberg 2 ne bi teh tipov pripeljal na sodišče, kot si mi predstavljamo, oni so že v obsodbi. Njihova dejanja, zaradi njihovih dejanj so v obsodbi, ne? In ne morajo pobegniti dejstvu, da je zakona vzroka in posledice, ne? Tudi če zgasnejo z tega življenja, jaz ne vem, kak je potem življenje po življenju, jaz verjamem, da bomo šli žurirati, ampak jaz ne bom mogel iti žurirati, če prej ne bom poravnal. Razumete? Ne da se goljufati. Mi smo kozmična bitja, lahko rečem božja bitja, ne da se goljufati. Za nič ne da se goljufati. Zakon setve in žetve, so rekli naši predniki. Žel boš, kar si sejal. Mi imamo, zdaj smo pač posodobili zakon vzroka in posledice. Ne, tudi svete knjige, recimo Sveto pismo, o tem jasno piše, ne, tudi ne samo tistega, ki to povzroča, ne, ker ti s svojim dejanjem obremeniš svoje najbližje. Ker jaz svojo resničnostjo ali pomagam ljudem, da lažje diha, ali pa jih dušim. Ja. Ampak moje je tudi tisto, ne, ko bo dozorel čas, se bodo imena teh morala vklesati. Mi jim odpustimo, ni problem, ampak imena se morajo vklesati kot opomin, da ne bo nekdo v prihodnosti nikoli pomislil, da lahko kar tako nekaj dela zoper človečnost, pa bojo pa žrtva napisali. Ne več. Imena tistih, ki so žrtve povzročili. In to se napišajo ta imena vedno z velikimi črkami. Če se ravno navežem tole, laži smo malce preomenili. Če se predstavimo pa še v najnovejše dogajanje, to se pravi včerajšnje tako imenovano sproščanje ukrepov. Se vam zdi to spet ena izmed možnih manipulacij, bodi si zaradi prihajajočih državnozborskih volitev, ali je to po vašem bolj zatišje pred pravo nevihto, spet, ne? Ali mogoče bombončki za pomiritev teh naših uporniških strasti, kako ne rečem, mogoče pomeni tudi kaj drugega, da nam pač ne more več lagati? Ne, oni so manipulanti. Tu če kaj popustijo, pa ne v zadju vedno, niso čisti računi, veste, kdor ne dela čisto, tudi nima čistih računov in meni je vse skupaj že tako bedasto, recimo, ne, še danes nedeljo še vsi ahtati in bo prišel inšpektor, naslednji dan ni več nevarnosti, otroke dušimo še naprej. Ampak žurat pa lahko gremo v diskoteke, ne? Ja, ampak otroke dušimo naprej, ker je interes, ne, mi moramo, so pa tudi strašljive stvari, mislim, ki bi nam morali dati misliti, recimo, da Ursula von der Leyen želi izjavi javno, da bi ona te zakonike Nürnberškega odstranila. Njen mož in njen sin sta sodelavca Pfizerja, nabavi ne vem koliko milijard teh doz, s katerim želi precepiti. Ta gospa ne ve, da izhaja iz dežele, ki jo bremeni nacizem. Zame je to neonacizem. Zato, ker gospa ni prevzela nobene odgovornosti za tako strašljive izjave. Podpora cepljenju, ne? To že zaradi tega, ker njen mož dela s Pfizerjem, ne bi smela, ne? In pa ukinitev Nürnberške zakonite. Zaradi tega, ker ni bila deležna nobenih ukrepov, je to zame čas neonacizma, oziroma gospa, ki jo lahko označim v duhu neonacizma, vodi Evropsko unijo. To je pa škandal prve vrste in ta škandal bo zgodovina, veste, pomnila. Oni lahko pred nami to zakrivajo, pa leporečijo, pa ne, zgodovina bo to pomnila. In bo pomnila tudi tiste, ki so ta neonacizem podpirali oziroma ščitili.
še mogoče za zaključek imeli kakšno svojo misel, preden da damo še besedo, oziroma če bo kdo od naših, ki se danes tukaj na srečanju mogoče izpostavil s kakšnim vprašanjem ali pa kaj takega, še mogoče kakšno zadnjo misel. Spoštujte svojo misel. Terjajte podatke, dejstva. Bog nam je dal ta zgornji štuk, da ga nucamo, ne pa da drugi nalagajo program, po katerem bojo ti možgani delovali. Povrnimo se k dostojanstvu lastnega premiska. Zahtevajmo pestrost informacij. Ko nam dajo samo eno informacijo, samo en vidik, zahtevajmo drugo. Takrat morajo se vključiti vsi alarmi, ki nas upozorijo, da gre že tukaj za temeljno manipulacijo. Povrnimo se k dostojanstvu, kot je rekel moj duhovni oče, samostojne, avtonomne, posamezne osebe, ki je v medsebojnih odnosih spoštljiva, odgovorna, pravična in dopolnjujoča. To je to. Hvala lepa. Jaz sem Mateja, po duši sem kmetica, pravo je moja strast. Zelo všeč mi je bilo, ko ste omenili zemljo. Zakaj? Zemlja je naša mati, ki nas hrani. Vsi, ki delamo zemljo, vemo, da je to najboljša psihološka terapija, zato da umirimo živce, da umirimo vso tisto napetost, sploh pa, ko obiramo sadove svojega dela. Da se ne bomo tenstali samo v teh ukrepih, bi jaz gospoda oziroma patra Karla, on je upozoril, da noče biti gospod, se opravičujem, nekaj nam povedal še o umski kreaciji. Ta umska kreacija se mi zdi, da je zelo pomembna, če hočemo speljati spremembe. To bi pa zdaj prosil vaš, da nam vi poveste, ker bi rad to slišal. Mateja, te lepo vabim, da prideš gor, da boš tudi na posnetku zraven, da vidimo, s kom se pogovarjamo. Za vse tiste, ki mogoče ne veste, Mateja Žlogar, lahko en aplavz, marsikaj. Nam je že povedala lepega, dobrega, samoskrbi in tudi kakšnih pravnih nasvetih. Mateja, izvoli. Hvala lepa. Veliko ljudi me pozna, ve, kakšno je moje poslanstvo, kakšno je moje delo, in jaz izhajam iz zemlje. Vedno iz zemlje. Zakaj? Kot veste, tudi v Svetem pismu piše, iz prahu smo prišli in v prah bomo šli. Zemlja, ko ti posadiš seme, ona rodi. In če to seme vzgajamo z ljubeznijo, srčnostjo, čistostjo, nam bo tudi bogato rodilo. Ponosen moramo biti na avtohtona semena, ki jih imamo. To seme bo dalo veliko večje rezultate, kot vsako hibridno seme. In tako, kot je prej Karel rekel, GSO, ta transhumanizem, oni so dejansko naredili poskuse najprej na semenu. In to, na kar mi že ves čas opozarjamo, da so s tem cepivom, ki to ni, to je zapis, genska terapija, ki spreminja, genska modifikacija, ki spreminja naš osnovni DNK. In leta mislim, da je bila 2019 je bila podpisana medkorporacijska pogodba, ki je usklajena tudi z ameriško zakonodajo o gensko spremenjenih organizmih. In mi si ne smemo tukaj več zatiskati oči. Vse zdravje, ki ga imamo na voljo, je na zemlji in v našem umu. Jaz sem ves čas med ljudmi. Mene ta virus ali karkoli že je tudi povohane. Pa jaz si želim, pa me noče. Zakaj ne? Vse je v umu. In jaz, ko pečem piškote, ko ustvarjam v moji delavnici,
jaz poslušam njegove posnetke na YouTube kanalu, tega je ogromno. To so tako pomembne informacije za ta čas. Dajte ljudem, če jih kakorkoli zanima, dajte jim povedati zanga. On naj bi bil predstavnik cerkve. Ampak on je ko en angel, varuh med temi, če se lahko izrazim, krokarji, ki posegajo in si drznajo posegati po naših telesih, po naši prvobiti, po naši svobodi. Nam je bila po naravi dana vsa pravica bivanja tukaj, neodtoljiva in nedotakljiva. Imamo vodo, imamo zrak, imamo hrano, semena, lahko delamo. 2 leti že traja ta agonija, zdaj marca bo 2 leti. In jaz vam samo nekaj povem. Ves čas sem med ljudmi, ves čas sem na terenu. Nobenih problemov. Kot da sem svobodna, kot da nisem del sistema. In veste zakaj? Ker je vse v umu. In če ti daš predznak plus življenju in se ne obremenjuješ s tem, kar nam daje sistem, ko izstopaš ven iz tega, te stvarstvo, stvarnik, naš izvor bogato nagradi. In res hvala, da ste prišel, da ste to, kar ste svetloba, ljubezen in vse tisto, kar mi rabimo. Ta ljubezen izhaja iz čistosti, iz naše kreacije v umu in jaz vedno moje spodbujam, ko imamo kakšno predavanje, dajmo živeti z naravo, dajmo živeti z ljubeznijo, pozitivno. Lejte, kako čudovito je zjutraj, ko sonce vstane, zvečer, ko zaide. Kakšna lepa, to je tak ambient, ki ga nikjer ne moreš doživeti, razen v naravi. In ko sem videla, da ima zelo rad konje, jaz ljubim konje, pa veste zakaj? Ker sem bila kot otrok izpostavljena res težkim razmeram, smo imeli kobilo, Haflinger Colado, in ko je ona videla, da je meni hudo, je prišla do mene, mi dala takole glavo na ramo in se tako k meni stisnila, kot da bi čutila. Konji so terapevti. In zato jaz tako spoštujem ta stik z naravo in vam na srce polagam. Če imate kakršenkoli košček travnika, zemlje, prhiš, dajte ga spremeniti v vrt. Več vam bo dal kot trava. V travi gledate, kje kakšen plevel, tam vam bo pa dalo marsikaj. Tudi če samo za 1 mesec samo oskrbe. In kar se kreacije uma tiče, dajte si v glavo, kaj si vi želite, ne kaj si želite. Ker gor, on vam bo v vsem ustregel. On bo rekel, vaša želja, moj ukaz. In jaz sem letos bom stara 50. Do tega trenutka sem rabila, da sem to dojela. Kaj on želi? Ja, ljubica, povej, kaj bi rada. Ne tisto, kar ne bi, ker ti bom vsem ustregel. Razumete? Zakaj je ta kreacija uma tako zelo pomembna? Paziti moramo, gledajte, prehajamo v novo obdobje. Nikoli izpostaviti posameznika in reči, on je. Ti tudi si, ni bolj ali manj. To je past sedanjega časa. Ko izpostavijo posameznika in drugi so... Ne, ni bolj ali manj. Mi smo mreža, mi smo človečnost. Ne? Moja definicija Boga je moja bit, moj jaz, v biti pisano z veliko biti. Ne? To pomeni, da nas nekateri, smo tudi zelo rad vesolje, singularnost. Ne? V vesolju so obnebja, posebej v središčih galaksij, kjer se prostor ukrivi,
govorijo o teh črnih luknjah, ne, in pade vse neko novo razsežnost. Vsak človek je bitje singularnosti. V notrini našega jaza je prostor singularnosti, kjer prehajamo v novo duhovno razsežnost, v kateri smo vsi povezani, je mreža. Ne? Smo vsi ta, bi rekel, enost, ne? Enost v ljubezni. Zato nikoli izpostavljati posameznika, on pa je. Ja, ampak ko veš, kadar rečeš on je, moraš vedno vedeti, da tudi ti si v polnini in da sta drugemu brat in sestra, kot je rekel Jezus, ne? Da ni bolj ali manj. Ne? Jezus rekel, bodite kakor otroci, ne nekoga ven dati, ne? To je bila past našega časa, ki ustreza manipulaciji. Ne? Pa izpostavijo pal medicinskih mandeljcev, ne? Namesto da bila to mreža, ki razmišlja. Ne? Malo zafilozofiram, ampak nič hudega. Jaz bi pa v zadnjem delu tega našega srečanja dal besedo in pa možnost kakšnega vprašanja, seveda tudi iz vaše strani za našega gosta. Omenili ste stebre v preteklosti, pa me zanima malo več o teh stebrih. Ali so to povezani z temi stebri, ki so zdaj v zdravi družbi, ali kaj drugega? Ne, stebre, ker sem govoril o šolstvu, ne, stebri, učenci z učiteljem so se sprehajali po stebrniku. Zakaj? Vse ugotavljajo, nevroznanci ugotavljajo, da če hodimo, dejansko je to stimulativno za miselne procese, ne da so priheftani za stole in simboli izjemno močno vplivajo na naše nezavedno. Zakaj so se ravno po stebrniku sprehajali? Ker so bili tisti stebri simbol temeljnega vedenja, ki ga ti moraš pridobiti, ne? Osnovno znanje mi moramo pridobiti, ampak ne preveč, ker to zapaca možgane, vmes je bil pa horizont. Torej, ti stebri so predstavljali v tem primeru, ko sem jaz omenil, dejansko temeljno vedenje, ki ga učitelj posreduje otrokom, potem pa sprašuje tako, da sprovocira njihovo misel, da na podlagi podanih vedenj razmišljajo svojo glavo. Lep pozdrav, moje ime je Rok Bezlaj. Pater, moram vam povedati, da vas je zelo fajn brati, še bolj pa poslušati. Ja, zato, ker sem kmet. Ja. Lete, osebno ugotavljam, da živimo res v neverjetnih časih in sicer so zelo revolucionarni. Ta revolucija je tiha, poteka vsakemu izmed nas, imenuje se pa revolucija zavesti. Zdaj, ideja je, da se enako misleči povezujemo, preprosto s tem frekvenčno se uskladimo, jačamo vibracijo. Pol prije verjetno oziroma dokazano znanstveno, da prije do efekta stote opice, se pravi, bo ta informacija skočila v našo kolektivno nezavedno in stvari bojo bistveno bolj enostavne. Zdaj, kaj lahko mi naredimo? Ne? Gre za odgovornost, se pravi, sprejeti bomo mogli odgovornost za življenje, za zdravje, za pravzaprav vsa področja življenja, brez tega ne bo šlo. Moramo biti iskreni, ne? Naliti si moramo čistega vina in ne smemo se več lagati, niti sam sebi, ne? Kamoli so človeku, se pravi, bitju, ne? No, zdaj prijemo pa do rešitve te zagate, ki se nam je zgodila, ne? Pravzaprav korona je super stvar, ker se je res, bom rekel, ta matrica se je razsvetlila, tisti, ki vidi, dobesedno ugotovi, da živimo v eni veliki laži, ne? Zdaj, politično idejo potrebujemo nekako v tem stilu, nekaj ljudi razmišlja, ne? Politična je pa sledeča, parlamentarna demokracija je prišla do svojega konca. Zato, ker 90 ljudi ne predstavlja ljudstva, korporacije se jih kupili, politiki so v bistvu kot neki borzni brokerji, pač dvigne roko tistemu, ki več ponudi. Vladajo kvizlingi, vemo, kaj to pomeni, znači to je propala priča, ne? Se pravi, imamo pa direktno demokracijo, ker dejansko ljudstvo vlada, imamo tehnologijo, s katero lahko to naredimo, ne? In obstajajo, se pravi, te metode v direktni demokraciji. Zdaj, moje vprašanje vam pa je, kaj mislite o konkretno tej politični ideji oziroma o direktni demokraciji? Hvala. Ja, hvala vam. Knjiga, ki je ta krasni nori svet, se proti koncu ravno dotika tega paradoksa, da ljudje, ki smo jih izvolili,
ne delujejo v interesu ljudi, ampak v interesu manipulacije zoper ljudi, cash, ne, svojo moč, pa ne sem to, veste, ko gledam te izvoljene, to je toliko frustracij noter, toliko tega neozdravljenja, toliko nesamozavesti, toliko predane, veste, tisto, ko sem prej rekel, ne, veste, kot predanosti alfa samcu, ne, ali pa samici, to je tako bolno, da je že neokusno sploh opazovati, ne. In je res to, kar ste vi rekli, ne, kar se omogoča, tu pa sem jaz naprej boss, vi ste nakazali ene smeri, ki jih bo treba domisliti, nujno domisliti, ampak to, kar je do sedaj, je dejansko tako bolno, da je čas, da umre. Tako je bolno, ker ni možne ozdravitve, ker je sam koncept, ne, z načinom, s katerim ne moreš zdaj z istim načinom zdraviti, ne, ki je pripeljal do te bolezni. Bo treba ozavestiti, ampak to je na vas mladih, da boste ozavestili in da boste svojo energijo, in to mi je bilo tudi všeč, ne, po neki raziskavi 3 miselni prebojeni posamezniki na 1000 prebivalcev že povzročijo kvantni premik zavesti, ne. Torej vsak je pomemben, ne nekdo misli, ne, jaz mislim, moje dostojanstvo misli, ne, ki premika. Pa eden zbujen je za 100 spavačev, tako da če nas je 50, je to krat 2 nule zravne. Še mogoče vprašanje? Jaz sem pa Maja in sem prišla sem v bistvu vprašati eno stvar, ki mi je ful pomembna. Veliko nas je, ko se zdaj trudimo okrog volitev. In sicer dilema je, ali iti noter v sistem, se umazati, pa ga probati spremeniti od znotri, ali boljš od zunaj, pač delovati. Vaš pogled mogoče na to. Ne vem odgovora, ker nisem tukaj, ampak meni je vedno govoril Taras Kermaven, da se vsaka, da se prenova zgodi v notrini. On mi je rekel, ja, lahko iti ven pa šimfati, ampak prenova se mora zgoditi v notrini. Ne vem, zdaj lahko o tem debatiramo 3 mesece, pa ne bom si jaz čist najjasen glede na situacije, ampak je pa zelo, kdo stopi v to notrino, da ga drek ne bo zasmradil. Ne? Ampak to mora biti pa res prebojene osebnosti z jasnimi varovali, da kaj se zgodi, če dejansko vratajo kakor eni izmed ostalih. Drugače, začetek novosti, ne, da lahko sproži alternativo, tudi jaz osebno ne vidim, ne da bi stopil v ta drek. Ne nazadnje, tudi Kristus se je inkarniral v štali, v dreku, v nemoči človeštva, v njegovi bolečini. In je tukaj prebudil novost, ne, kot sveti, zdaj pa kako vi to morate pa vi zgruntati, ker tu si jaz ne bi upal reči. Povedal sem, kaj mi je rekel Taras, imam zgled pri Jezusu, kaj je on naredil, kaj boste pa vi v dani situaciji, verjamem, da vam bo vse, kar je v interesu Božjem, kozmičnem, kakor hočete, vam bo tukaj, vam bo stalo ob strani v vašem čistem namenu. Še nekaj, Slovenci imamo v bistvu dobre nastavke, se bom vrnil k Antonu Trstenjaku, njegovem razmišljanju oziroma najnem pogovarjanju. Slovenci smo, tako je rekel, mi hočemo misliti svojo glavo, ne? Zato imamo raznolikost misli, smo pa izjemno občutljivi. Ne? Nas lahko zelo hiter nekaj navduši, recimo šport, čustva ali pa razdvaja. Ne? Tudi narečja govori o tem, recimo Velika Rusija ima okrog 20 narečij, mala Slovenija jih ima več kot 50, ampak v nas je nekaj fantastičnega, za kar bi pa rabili dobre voditelje. Mi znamo peti v večglasju harmonično. To pomeni, mi znamo raznolikost, pestrost, vi ste naštevali, kaj vse, upokojenci, ne vem kaj vse, ne? Znamo poiskati konsens, znamo poiskati, smo sposobni za to, kar je za skupno dobro. Če nas vodi dober zborovodja, ampak zdaj pa je pri večini zborovodij
interes, da razdvajajo, da ustvarjajo disharmonijo, da vlečejo na svojo stran. To imamo tako otročarijo, ampak zakaj? Ker imamo take zborovodje. Če bi imeli pa zborovodje, ki bi rekli, pogledajte, ti ljudje so senzibilni, imajo pestrost misli. To je rekel, Trstenjak je tudi zapisal tam v Slovencih, je rekel, več miselnosti je bolj zagotavlja večje bogatstvo kot samo ena misel. Ne? Mi imamo to, ampak potrebujemo pa tiste, ki bodo znali to pestrost misli za upoštevanjem izjemne občutljivosti. Nas lahko takoj razločiš, takoj, ampak nas lahko pa tudi zelo hitro skupaj potegneš. Zdaj, kaj ti politiki sedanjih počnejo, vidimo. Ne? Potegniti v več glasje, ki najde skupne cilje, harmonijo, ne? Za odnosov do narave, do odnosov do vsega. Ne? V Lučah poje celo 6-glasno, ne? Žetev. Ne? To znamo, mi zmoremo. Ne? Ampak ravno v čem je bogatstvo, mi pa hočemo misliti raznoliko, zato nas hitro skregaš, pa še senzibilni smo. Ne? Potrebujemo zopet prebujene, bi rekel, skrbnike za javni blagor, ker meni bi reči nekomu politika je tako zlorabljena beseda, da Simona Weiss piše o preživelu, tudi ona pri sanjah je šla knjiga njena o preživelosti tega koncepta, zelo dobro. Ja, torej vaditi več glasje, vrednotiti več glasje, ker ustvarja večje bogatstvo v harmoniji. Kratko predstavo, pa bom pa prosil vas, če bo kjer želel. So pa od sanj, tako da so pa zelo poceni, tale je komi 3, ta je pa 6. To je o razlikovanju med hrematizmom pa ekonomijo. To je zelo zanimivo področje. Kako so dejansko besedo hrematizem skrili, zapakirali, preoblekli v ekonomijo. Ekonomija je že po samem izvoru besede vedno etična. Vsebuje 2 pojma, starogrška beseda vsebuje 2 pojma, in sicer zakon in dom. Ekonomija je samo tista usmeritev, ki razbira zakonitosti, ki jih politika ozakoni, zaradi katerih se vsi na tem svetu počutijo doma. Ne samo ljudje, tudi rastline in živali. Ekonomija je vedno omejena z kopičenjem imetja posameznika z ozirom do ostalih členov družbe. Pri hrematizmu ni tako, ni omejitev. Naš koncept v globalu ni ekonomski, ampak je hrematistični. Zato se je ta beseda skrila, je niti v tak debelem slovarju tukaj ne najdete, jo pa najdete pri Aristotelu, zato je dobro brati stare modrece. Jo pa najdete, kjer loči. In mi bomo morali znati ločiti, tako kot ne samo odpadke, plastiko od bioloških in papirja, pa ne vem česa, ampak tudi to, kar je dopustno v tako imenovani ekonomiji, in ven vrežt v koš za odpad to, kar je hrematistično. Če danes umre, ne vemo, nam so govorili do enega natančno, koliko jih je umrl zaradi covida, čeprav je Milan Krek povedal, da so tja šteli javno objavljen intervju tudi samomore pa prometne žrtve prometnih nesreč, ampak pustimo to komedijo izpostavljenih. Zdaj pa sem nič zgubil, nič hudega. Druga je pa o izobraževanju, to pa je zopet ni bolj ali manj nadarjenih, ampak je vsak v polno vrednosti v koktejlu njemu danih inteligenc, čist na kratko. Če bi kdo želel, ne vem, gospa Hermina mi je rekla, da so nekateri izrazili, bom vas lahko prosil. Torej, vsi, ki bi želeli kupiti tole dve zanimivi knjigice, pa tako bo Hermina poskrbela, Mateja tudi mogoče. Še eno prošnjo, ki se tiče samozavesti. Jaz vem, da ima pater, kar se samozavesti tiče, ogromno zgodb. Ena moja recimo ta, da sem brez zoba, ne. On je že vedel, kako je treba mene pritisniti, da bom predelala določene stvari in bom pač lahko kot taka, kakor sem,
delovala v skladu s svojo to notranjo bitjo, svojim poslanstvom. Jaz bi vas pa iskreno prosila, če nam poveste kakšno prigodo iz svojega življenja, da se za zaključek malo nasmejemo. Hvala lepa. Ja, pa bom. Tisto, ki jo imajo radi, lahko povem to, kar se je dogodilo v ljubljanski drami. Ja, par let nazaj sva bila s Tonetom Partljičem v mariborskih zaporih, ne zato, ker bi bila zaprta, ampak ker sva imela z zaporniki srečanje na temo humorja. Dvorni norčki, to je tudi poglavje zelo, zelo pomembno, ampak tega se nismo dotaknili, pa se tudi ne bomo. In on je bil takrat dramaturg v ljubljanski drami, ko sem jaz bil nadebudni pater na Ptuju, veste, za tistim napihnjenim egom. Meni je bilo pomembno, da se reče Pater Karel, Veste to, Pater Karel, to me je tako dvigoval in sem potreboval ta privzdik mojega ega in zato sem tudi gledal, da sem vse začinil z Patrom Karlom. Nič klasično ni bilo dovolj, potrebna bila začimba Pater Karel. Tudi romanja, klasična romanja so znana. Če greš na romanje, je obisk Božjepotne cerkve, je ogled enega dela naše prekrasne domovine in je seveda tudi kosilo v kakšni oštariji. Ampak to ni bilo dovolj, to ni bilo Pater Karel. Ne? Zato sem dodal še kulturni vidik. Prvo leto smo šli na ogled Galerije sodobne umetnosti, kjer so me normalni ljudje, tam, veste, še zdaj se spomnim, bilo je enih 30 uokvirjenih velikih slik, na katerih je bilo samo 3 zvezdice, v raznih situacijah pa nekaj črt. Torej, noro, ne? Ampak jaz sem to strokovno razlagal, a čutite, če so zvezdice gor, pa črte, kako to privzdi. Vem, da sem bil smešen, ampak jaz sem takrat mislil, da sem strokovn, ne? Drugo leto pa je bila neka obletnica Williama Shakespearea in v ljubljanski drami so igrali Hamleta in meni pade ideja. Kaj, če bi šli mi do Matere Božje na Brezjah prek Hamleta? In ko bodo vprašali ljudi, kje ste bili, Hamlet, Pater Karel. To je bilo. No in zdaj, ki sem telefoniral naprej, pač rezerviral 50 kar, zdaj, kaj so ljudje hoteli, če so hoteli priti do Marije, so mogli prej prek Hamleta. Ampak tisto jutro, takrat, če ni bilo mobilnih telefonov, 2 ni bilo. Smo bili pa vezani na začetek predstave, ker v ljubljanski drami. In jaz sem bil že čiživčen naprej, a naj gremo ali jih naj pustimo, kaj ne. In potem je bil tam nek glasbenik, mislim, da se je pisal Feguš in je priletel, da sta klicala, da sta zaspala, da mi naj gremo kar v Ljubljano, da se dobimo tam v ljubljanski drami. In mi res gremo in prišli smo zadnji čas, da sem videl, da je še vedno tam parkirni prostor, mislim postajališče avtobusno pred dramo, šli smo noter, pravi čas, se usedli na svoje mesta, dvorana se je zatemnila, oder se je odprl in drama se je začela. In drama teče do tistega trenutka, ko se pojavi duh Hamletovega očeta. In igralec na odru se zazre v temo dvorane in reče tam, kjer naj bi bil duh: O, kdo si, ki hodiš v temi? Slutite, ja. Sta prišla. Rekli so jima, naj greta zelo potih v dvorano in si poisteta sedež, da ne bota zmotila predstave. In sta šla res zelo potih, zelo diskretno, ampak kar naenkrat se igralec zazre direkt proti Francu in reče: O, kdo si, ki hodiš v temi? Franc je bil prvič v gledališču. Vedel je, da je v kulturni ustanovi in da mora na kulturno vprašanje kulturno odgovoriti. In se je kar naenkrat oglasil v dvorani, ime sem si zdaj spremenil, Franc pa Micka sva s Ptuja, zamudila sva, in pol je vse razložil.
igralec, ki seveda ni videl Franca, ker je bil zaslepljen od reflektorjev, je kar stal, pa se je pa začel režati ko neumen. Za njim se je začela režati vsa dvorana. Jaz ne. In potem so se kar naenkrat pržgale luči in je igralec, ko je videl Franca, ki ni vedel, zakaj se gre, začel ploskati. Začela je ploskati vsa dvorana, režali so se. In pol je priletel en gospod, zdaj ne vem, je bil Partliček, kdo je bil, ni bil v glavnem igralec in je rekel 15 minut pauze. Po 15 minutah se zastor zopet odpre, igralec začne, naprej ni prišel, ker se je začel zopet režati. Zopet se je začela režati vsa dvorana. Spet so se luči pržgale, spet je prišel tisti gospod, ki ni bil igralec, in rekel 20 minut pauze. Po 20 minutah niso nadaljevali, kdo si, ampak so preskočili in še potem so igralci dejansko formalno odpeljali predstavo, ker se niso smeli pogledati v oči, ki bi se začeli zopet režati. Vam moram povedati, da od takrat dalje moja romanja niso imela več kulturnih vložkov. Policajo. To se mi je pa zdelo, ko sem že tukaj na še eno prigodo, to se mi je pa zgodilo tukaj, odkar sem že na Konjskem vrhu. Torej, tisti, ki ste me kdaj obiskali na domu, ste me skoraj gotovo našli v Štajerskih Cotah. Jaz se v njih počutim res najbolj domače in moje Štajerske Cote so res Štajerske Cote. Sem celibater in nobena gospodina ne skrbi, da bi jih dala oprala. Zdaj trenutno nosim hlače, ki dam v hlače jabke, so to tako že kar trde od tistega. Sem si ravno zdaj pred kratkim šel nabaviti novo delovne, ker tiste več ne služijo skoraj. No in nekega lepega dne sem se odločil, da bom šel tam pri Podolševi, se gre gor, nabirati zdravilne rože. Jaz imam naravo, res mi je blizu, ne. In sem šel, kako sem šel, v Štajerskih Cotah, najbolj komod, ker me je možganska kap, sem imel seveda tudi na glavi slamnik in sem nabiral in potem proti večeru sem si mislil, no zdaj bom pa mogel iti domov, ampak ko sem prišel do avtomobila, je bila guma prazna. Ja, kaj zdaj narediti? Zdaj bil pa ravno čas, ko so sosedje v štalah in sem si mislil, sem se spomnil na dohtarco, ki mi večkrat reče, pa hodite malo več. Sem si mislil, pa šel pa še na sprehod, pa šel peš. Ampak ko sem prišel do glavne ceste, tu proti Luče, tu, je bila že tema. In kar naenkrat v Štajerskih Cotah, seveda z slamnikom na glavi, vidim vzadnji te plave lučke so se vžgali, smislu gre rašil, stopim malo bolj na stran, ampak plave lučke se ustavijo in pogledam nazaj, policija. In kaj ste videla policaja v soju žarometov? Zdaj, če si predstavljate, najbolj strašno strašilo je bilo bolj strašno. Enega popolnoma razcapanega, pogledajte, kako izgleda. Za vas sem se počesal, drugače ne. Razcapanega, razkuštranega, po noči z slamnikom na glavi, torej neki grozo, ne. Sem tudi videl, da policajem ni bilo lagodno, ker ko je ven stopil, s tisto lučko pa posvetil proti meni, čeprav so reflektorji me osvetlili, bil je živčen, ne. Je stopil tak narazen pa svetil in pol sta prišla počasi do mene. In ste rekla, gospod, a vi veste, da hodite po napačni strani ceste? Ste rekel, bom šel kar na drugo stran. Ste rekla, počas, dokumente, prosim. Joj, sem rekel, veste kaj, pozabil sem jih v avtu. Torej, dokumenti v avtu, torej, razcapan človek brez vsega, ima avto, po noči hodi peš po cesti in ima dokumente v avtu. Torej, ni šlo in
pol je začel kdo ste pa pravzaprav vi? Sem pa videl, da dvomite, sem pa rekel zelo posvečeno, je bi spalo še bolj hecno. Jaz sem pa tukaj duhovnik. In sem bil tak živčen, ko je rekel, a sam to? Sem rekel, ne, sem tukaj doktor znanosti. In potem sta rekla, veste, kakšna je razlika med župniki pa policisti? Mi rečemo, gospod z vami, policista sta pa res rekla, gospod, boste šli z nami. In pa sta me dala v avto, peljala na postajo, pa so neki telefonarili, hodili so me gledati, pa da spet nazaj. In pa so me peljali do doma. Ne vem, a si oni tudi pripoveduje to zgodbo. Jaz jo tu pa tam povem. Jaz mislim, da je bil tole krasen zaključek tega popodneva. Hvala za spodbudo. Seveda zahvala pa tudi vsem vam, ki ste danes prišli na tale dogodek v svojem imenu in v imenu Zdrave družbe oziroma koordinacije Zgornje Savinjske doline. Seveda pa na koncu bi se iskreno zahvalil oziroma zahvalili za vaš obisk, pater Gržan, za pogovor in pripravljenost, da nas počastite s svojim razmišljanjem. V zahvalo smo vam pripravili eno malo darilce v obliki krasnega, unikatnega izdelka iz lesa. Izdelal ga je današnji gostitelj, gospod Radovan Vajs, ki ustvarja neverjetne izdelke, večina iz lesa, dodali pa smo še eno zanimivo knjigo, ki upamo, da vam bo všeč, če še slučajno niste uspeli prebrati. Da pa ne bo samo duhovna hrana, smo pa v tele krasni skledi dodali še nekaj, skriva se nekaj za dodatek k današnjemu fižolu. Torej, nekaj res prav za pojest, en domači savinjski želodec, pa je vam tekne in še enkrat najlepša hvala za obisk. Hvala vam, hvala vsakemu od vas. Bog ali višja zavest, kakorkoli hočete, računa na tebe. Za vse, kar ste z ljubeznijo naredil do zdaj in za vse, kar še boste naredil. Zelo ste dragoceni.